V Muzeju novejše zgodovine Celje gostijo razstavo Dunajski model socialnih stanovanj, ki je nastala v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, Mestno občino Celje, Muzejem novejše zgodovine Celje in organizacijo Wiener Wohnen, ki deluje pod okriljem mesta Dunaj. Sicer je pa pobuda zanjo prišla po eni strani iz Mestne občine Celje in po drugi strani iz Avstrijskega kulturnega foruma, s katerim zelo dobro sodelujemo že dlje časa. Namreč stanovanjska problematika je pravzaprav ne le zgodovinska, ampak vedno znova tudi aktualna tema in zdelo se nam je smotrno in smiselno, da ta res zgleden primer od verjetno najboljše evropske prakse predstavimo tudi celjskemu občinstvu. In kot ste že omenili, kolegi seveda iz mesta Dunaj so to razstavo, ki je potujoča razstava, z veseljem pripravili tudi pri nas, na njo pa vežemo spremljevalne dogodke, spremljevalne aktivnosti. Sicer pa odprta razstava prikazuje, kako mesto Dunaj že stoletje prebivalcem uspešno zagotavlja dostopna stanovanja. Kot je ob odprtju dejal celjski župan Matija Kovač, je razstava v Celje in Slovenijo prišla ravno v pravem času. V Celje predvsem zato, ker smo se na občini skupaj z Nepremičninami Celje v teh mesecih lotili priprave novega oziroma prvega stanovanjskega programa, ki bo trasiral razvoj stanovanjske politike za prihodnje obdobje, tako na področju javne gradnje, povezave stanovanjskih kapacitet z urbanističnim načrtom, kot tudi z možnostmi za zasebne investicije v prihodnje, ki bodo mogoče seveda z novimi prostorskimi kapacitetami, ki jih bo prinesel občinski prostorski načrt. Ta vprašanja so za razvoj mesta, odgovor na naše bistvene, razvojne težave vezane na demografijo, na zagotavljanje mladih, izobraženih tudi kadrov v mestu, zelo pomembna. Hkrati pa se zavedamo, da je v Sloveniji stanovanjska problematika v zadnjih letih bila precej na stranskem tiru, s tem se nikakor ne moremo strinjati in verjamem, da bo država v prihodnje tudi bistveno močnejši fokus posvetila javni stanovanjski gradnji, ki bo omogočila cenovno dostopno, kakovostno bivanje, predvsem za vse tiste, ki si iščejo prvi dom, hkrati pa odgovarjala na demografske izzive starajoče se populacije, tako z varovanimi stanovanji kot z možnostmi za bivanje čim dlje v svojem domu. Celje je tradicionalno mesto z največjim stanovanjskim fondom na število prebivalcev v Sloveniji. To pomeni javnih stanovanj, s katerimi upravlja družba Nepremičnine Celje. Mislim, da je dobra odločitev bila, da se v pretekli finančni perspektivi odločimo za investicijo v večjo stanovanjsko sosesko, to je DN10, kamor smo namenili tudi največ kohezijskih sredstev, ki so nam bila v tem obdobju na voljo, in da s tem seveda širimo fond še kako potrebnih javnih najemnih stanovanj. O tem priča seveda dolg seznam čakajočih oseb, družin za stanovanje, in verjamem, da bomo tudi v sodelovanju z državo v prihodnje lahko delali še nadaljne pomembne korake pri stanovanjski gradnji, ki bo v javni lasti, prav tako pa v poseben fokus namenili starajočemu se prebivalstvu in izgradnji še več oskrbovanih stanovanj. Veselimo se lahko skorajšnjega odprtja nove investicije, prenove vile na Vodnikovi, kjer bo na novo urejenih 12 oskrbovanih stanovanj. Z nedavnim sprejetjem prostorskega akta smo omogočili tudi gradnjo še enega stolpiča varovanih stanovanj na Kajuhovi ulici in verjamem, da bomo v stanovanjskem programu našli še nekaj primernih lokacij, kjer je prostorske akte še potrebno razviti za javno stanovanjsko gradnjo v prihodnje. Dunajski model stanovanjske gradnje je svetovno priznani pristop, ki so ga odlično zasnovali pred dobrimi 100 leti. Danes Dunaj poznamo kot mesto z enim izmed najvišjih nivojev kakovosti bivanja na svetu, kot mesto, kjer je večina stanovalcev najemnikov, tako v zadružnih gradnjah kot v javnih stanovanjih, in je seveda na tak način s slovenskim modelom težko primerljiv. So pa modeli upravljanja in investicij v stanovanja na Dunaju vsekakor zelo koristni tako z vidika prostorskega načrtovanja, načrtovanja samih stavb, kot razvoja stanovanjskih zadrug, česar v Sloveniji še ne poznamo, pa mislim, da bi morali vsekakor uvesti. To pomeni zasebnih pobud, kjer lahko z skupnostnim pristopom hitreje pridemo do kakovostnih stanovanjskih kapacitet. Zbrane je ob odprtju razstave pozdravil tudi soavtor razstave Kristjan Šantl, vodja oddelka za mednarodno sodelovanje Wiener Wohnen mesta Dunaj. The key point is to
show how it's possible to offer a sufficient. Rdeča nit razstave je prikaz, kako je možno ponuditi zadovoljivo število cenovno ugodnih in dobro opremljenih stanovanj za prebivalce Dunaja. Na panojih lahko vidimo, kako se je Dunaj soočal s stanovanjsko problematiko in predvsem, kako jo je reševal. Sicer pa si v prihodnje želimo ohraniti slovec za življenje najbolj primernega mesta na svetu. To je velik izziv. Če nam bo uspelo, bomo veseli. Well, that's a huge challenge and if we can keep that rank, then we are happy. Razstavo v Muzeju novejše zgodovine Celje je odprla Elizabeth Ellison Kramer, veleposlanica Republike Avstrije. Sicer pa bodo ob razstavi pripravili še nekaj spremljajočih dogodkov, med drugim predavanje in okroglo mizo o dunajskem modelu socialnih stanovanj, pa tudi še 2 filmski projekciji in delavnico.